Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Pa se je začel nov teden. Ejga. Ja, no, moram reči, da danes zjutraj je bilo kar nekaj takih, ne, te presenetijo. Ja, res je. Kot je bil ta eksperiment s kosilnico in z tem, kak nam lahko povsod. Pa smo pologotovili, da v bistvu je ful dobra kosilnica. Ja, v bistvu smo gotovili, da je vrhunska, samo Da v bistvu dela vse sama. Zdaj pusti, da ti kar pokrade vse podatke, ampak ti pa freza, ti seje, ti vse. Ja, ne? ja. Govorili smo o orjaških hobotnicah, kar absolutno nikoli ni slabo. Ja. In kak bi Hana delala izpod peke. Ker se Ja, itak no. skrčijo. ja, valjda. Ko bi dala obvestilo, spodnji del, jugovzhodna Evropa, v nedeljo na pikniku, krakena, delamo izpod peke. Dovolj bo za vse. Ja. In pa recimo bil je naš coach tu, hokejski Jure Vedlič, da malo pokomentiramo izjemen uspeh slovenske reprezentance v prvi tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine. In še toliko tega, če ste zamudili, vabljeni, da prisluhnete, sicer pa spet jutri zjutraj ob 5:30. Presežek vikenda. Presežek vikenda. Ni nič takega, moja tašča je praznovala rojstni dan. Maja? Ja. In je bilo fajn. Pa nisem bil tam na kosilu. Res? Ja, jaz sem izkoristil. Pa včeraj sem šel laufati 10 km. A priprave? Ja, ne bom povedal rezultata, ker lahko nasprotnik posluša. Nasprotnik je... Sploh ne vemo še, zakaj gre. Ne vemo še. Bomo zvedeli kmalu. Skriva od rezultata do nasprotnika, do tekmovanja, bomo se pravi, zvedeli- nekam se odpravljaš. Nekam se odpravljam, vse kmalu, ampak zaenkrat samo sem šel laufat in ne bom povedal rezultata. Dobro, tu so različni vzgibi, zakaj ne? Lepo, Ja, super. ja. Ana? Jaz sem tudi bila na rojstnem dnevu. Soseda je imela 70. Vse smo pojedli, še bolj smo pa vse spili. Tako da je bilo naporno. 70? Ja. Je lepo. Pač bolj ko ne sem ležala včeraj. Razen lepo. tega, da sem bila tu zjutraj. Kaj ste se šli, kdor meseca maja roje? To pa še kaj druga tudi verjetno. Lepo, ne? Tako da fino. Ana stara klub. Tako približno se je končalo. Ja. Da je bolj na neki točki, veš kdaj je moment, ko moraš iti domov, ko si na taki čagi, ko začneš sam to naprej pet, pa svoje ime uporabljaš. Takrat je, ok, zdaj pa gremo striček domov, ne? tako. Oziroma tetika. Ja. 9 minut prečesto je, upam, da ste imeli lep vikend, res danes pa je tu že ponedeljek, 18. maj, tako da, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ponedeljek, ne? Pa ni tako hudo. Sveda ne. Vse je stvar zornega kota. Tako, jutri bo še slabše, evo. Jej! Pa da Smecam se. to je ta sej, pozitiva, res. Imaš prav, Jeger, da se v sredi ne menimo. Jaz vsak, ko reči sreda. Sreda. No. Oprosti, Ana, Ne, samo pa sej. se veš. Z mislijo na četrtko, ne? Prosim, Ampak četrtek gre pa že Že gor. govorijo, ker že malo Ne, dol visiš ne. proti petku, ne? A kaj pa petek? Ja, ne! No, dobro. Najprej gremo skozi ponedeljkovo jutro, se veste, skupaj imamo to, ne glede na to, kar je. Že zelo kmalu po dveh totih hudih hitih, ker je danes ponedeljek, je treba pogledati, kaj piše v zvezdah, naša tradicionalna ponedeljkova rubrika Tedenski horoskop. Malo bomo govorili o orjaških hobotnicah. Dobro. To je tak klasična tema za ponedeljek zjutraj, ne? Malo o tem, kako so naši športniki vseeno bili fajn, ne, ta vikend. Malo bomo govorili o tem, da se bo zares začelo s prijavami za letovanje Zveze prijateljev mladine, kjer bodo letos ene novosti. Danes zjutraj bomo imeli tudi enega gosta, ob 8:30 pride naš hokejski coach Jure Vedlič, da se malo pomenimo o prvih nastopih naših hokejistov na svetovnem prvenstvu. Odlično. Pa to ti hudi hiti vmes v eno. In že danes zjutraj proste vstopnice za nov filmski Hammer, ki pride v Maribox v sredo, in sicer Mandalorec in Grogu. Tako da to na našem Facebooku, podrobneje
pa seveda v nadaljevanju. No, super. Ostanite z nami. Tako je. Lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro. Dobro jutro. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo ga, ponedeljek je, čas za ponedeljek zjutraj rešimo celi teden, tudi v tednu 18 do 25. Torej, horoskop za ta teden. Ana, izvoli. Oven. Nekaj, kar vas je dolgo motilo, bo končno dobilo odgovor. Teden bo primeren za hitre poteze in zaključevanje odprtih zadev. Nekdo bo cenil vašo neposrednost bolj, kot pričakujete. Pik. V ospredju bodo udobje, dobra hrana in prijetno vzdušje. Lahko prejmete zanimivo povabilo ali novico. Pri denarju se splača razmišljati dolgoročno. Dvojčka. Težko boste ostali pri miru, saj se bo okoli vas veliko dogajalo. Teden prinaša nova poznanstva in sveže ideje. Nekdo vas bo lahko presenetil z iskrenim priznanjem. Rak. Ta teden boste bolj zaprti vase in previdni pri zaupanju. Dobro vam bo dela tišina ali čas brez telefona. Ob večernih urah se vrača boljše razpoloženje. Lev. Pozornost bo hitro usmerjena v vas, tudi če tega ne boste iskali. Imeli boste občutek, da se stvari premikajo v pravo smer. Pazite le, da ne obljubite preveč. Devica. Teden bo odličen za urejanje financ, dokumentov ali načrtov. Nekdo bo potreboval vaš praktičen nasvet. Manj kompliciranja vam bo prineslo več miru. Tehnica. Slabšal se vam bo vid. Ja, to sem dan zjutraj res pojamral. Ja. Redno smo šli veter, kako pa jaz slabo vidim že. Ja, kaj bo naslednje, da bom zrastel? V ospredju bodo odnosi in družabni trenutki. Hitro boste začutili, kdo vam iskreno stoji ob strani. Dovolite si malo več spontanosti kot običajno. Spontano. Škorpijon. Ta teden boste težko skrivali svoja prava čustva. Nek pogovor lahko popolnoma spremeni vaš pogled na situacijo. Ne odzivajte se prehitro na provokacije. Strelec. Pojavi se lahko želja po pobegu od rutine. Dobra energija vas spremlja pri novih načrtih in krajših poteh. Nekdo vas bo nasmejal ob pravem trenutku. Odlično. Rad se nasmejim ob pravem trenutku. Kdaj je pravi trenutek? Noben ne ve. Zmeraj. Kozorog. Osredotočeni boste na rezultate in konkretne cilje. Nek trud iz preteklosti se vam lahko začne obrestovati. Ne zanemarite počitka zaradi dela. Vodnar. Vaše ideje bodo nekoliko drzne, a zelo zanimive. Dober trenutek bo za spremembo navad ali okolja, nekdo bo pokazal več zanimanja za vas. Pa še ribi. Teden bo bolj umirjen in primeren za notranji reset. Ustvarjalnost ali glasba vam lahko izboljšata razpoloženje. Ne podcenjujte občutka, ki vas opozarja na nekaj pomembnega. Ok, ne vem, kak je z vami, ampak jaz postanem vedno ful emotivn po horoskopu. Pa si da eno emotivno gor. Si je dal. Se tudi sem. Up where we belong. Legendarna Joe Cocker, Jennifer Warnes. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ok, to pa je zdaj kar ena taka zanimiva novost, ker pač, ko sem prebiral pač to strokovno literaturo na temo prazgodovine. Aha, to delaš po navadi ob nedeljah? V vikendih pač gledam, ne. Zdaj so ugotovili, da so svoj čas, se pravi dolgo nazaj, v morjih po svetu harale orjaške hobotnice. Vagono orjaške. To pomeni orjaške. Krakeni, ne. Ja, pač tako, ne vem zdaj, če tako orjaške, ampak face orjaške, ki so bile absolutni vladarji mori takrat. Tako da bom rekel, dinozauri so naredili kar pametno, da so se po večini kopnega pa lufta držali, ne. Tako da, dajmo se kaj naučiti iz te zgodbe. 6:45. Ne bom plaval v temni vodi, evo več. Jaz pa vse, kar razmišljam, je samo izpod peke. Veš, kakva peka bi to mogla biti. Jaz se skup potegnem, ne? Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Okay. V petek Ana si manjkala in v petek je bilo skoraj nemogoče vprašanje. Ja.
in ne veš, kako se je razpletlo. Ne? Kaj zdaj hočeš, da rečem? Najprej naj povem, da... Šla v službo popoldne in sem šla poslušati. Si. Jeger je igral sam sabo. Naj samo spomnim, da je Ana bila celo tak, da je se sedla k Tinetu, pa je rekla, bomo nekaj spodbudnega za Jegera pripravila. Ne? Samo da se spomnimo. Dragi Matic. Slabo si začela. Zakaj se pa ti za not vtikuješ, če moram Matico posneti sporočilo? Ja, samo si slabo začela, ti pravim. Zakaj? Ja, ker reče se, čuješ debeli. Niti približno se tako nareče, dragi Jeger. Te pa vsaj čuješ žučo, da bo razumel. Ne, pa ne bom mu tako govorila, ker tudi ne bom. Dobre, te pa ti po svoje pove. Dragi Matic, jaz ti želim zmago. To pa je res bilo iz srca, prav. Pa da ti ne, z mano drži, zakaj z njim? Ajde, Jeger, imaš to, gremo na 3 pike razlike. Wow, Ana, kakva spodbuda, ful dobro, res. Je, pač htela sem nekaj dobrega, da bi malo dobil veš tistega elana, zagona, da spet postane zanimivo, ne pa zdaj. Hvala, Ana. Ne? Res, verjamem, da je bilo iz srca, samo ni bilo uspešno. Samo ni šlo, ne? Ne, ni šlo skozi. Glej, jaz sem dala vse od sebe. To je to, da je pač skoraj nemogoče vprašanje. Mislim, da je ena redkih, če ne edina igra, kjer lahko igraš sam sabo in absolutno ne zmagaš. Ja, tako. In jaz nisem... Tako je prav ponosni, gled, da se smivek. Ja, res je. Ja, če pa je res in nisem zmagal. Tak, da, slabo. Pridajo novi petki. Res je, bo kmalu, samo 4-krat, če greš spat, Jeger, in bo mogoče lahko šlo na -3. Bo šlo. Bomo videli. Jaz verjamem, da V vsakem primeru hočem samo to izpostaviti, da včasih ni taka katastrofa, če te ni zraven, ker se absolutno nič ne spremeni. Očitno. Ker moraš vedeti, da pač dejansko pač znajo biti ljudje okoli tebe tudi do določene mere nesposobni. Ne? No pa dvaj. Verjetno bomo v petek videli. No, videli. Ampak zaenkrat pač ostaja, tako je. Tako da hočem ti povedati, nisi toliko zamudila. Nisem, dobro. Ne, nisi. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro in dobrodošli. Ponedeljek, 18. maja, upam, da gre vse po planu, če pa ne, pa se veste, imamo mi to lepo skup, mi smo tu, pa gremo. Tako. Zaenkrat ob 12. oziroma od 12. naprej zna iti pol na robe, ko prideta Fras in Medvar in Anja, ko pridejo Fras in Medvar šovu. Na zadnje so imeli recimo tako debato. Nečesa nama nisi izdala, baje. Ja, in to je, da sem v osnovni šoli hodila k ribiškemu krožku. Zakaj? Ste spali kdaj v uni šotoru? Ne, Ste imeli kdaj gajbo poleg? ne vem, kako misliš. Ono, za požret, ne? Ja, osnovna šola. Ja, svoj mentor je bil tam. Ne, mislim, da kako leto nazaj ribla in je bilo ful dobro. Si kaj vlovila? Ja, ti bom pokazala sliko zdaj. A tokrat pa z gajbo, verjetno. Ja, Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro in dobrodošli. Danes je 18. maj in 1, 2, 3 se bomo menili tak. Naše poletje. in to ta osvežitev. Ja, 1, 2, 3. Ja, res je. Poleti je izjemno popularno letovanje Zvezo prijateljev mladine. Vsako leto je polno in otroci se imajo super, fenomenalno in ustvarjajo lepe spomine in tako dalje. Ampak letos je pa kar nekaj novosti oziroma bo drugače in je pomembno vedeti, če ste razmišljali, da bi Lovženke poslali danes. Lovženka. Letos Zveza prijateljev mladine Maribor uvaja določene spremembe pri prijavi otrok na letovanje, zato bodo tudi prijave potekale nekoliko pozneje letos kot prejšnja leta. Uvaja se namreč nova spletna aplikacija za prijave. Kaj je glavna razlika, pa razlaga Urša Žiger iz Zveze prijateljev mladine Maribor. Prva in najpomembnejša sprememba je, da bodo starši lahko vnašali otroke, če bodo imeli ustvarjen svoj profil v tej naši aplikaciji. Zato jim bomo dali ta 2 dni, ponedeljek in torek, bodo lahko ustvarjali te svoje profile. Zdaj, da bo to čist bolj jasno razumljivo, kadarkoli opravljamo neke spletne nakupe, si moramo pred tem spletnim nakupom ustvariti nek profil in to je zelo podobno. In ko odprejo enkrat ta profil, pa zdaj nastaja zelo velika prednost za starše. Namreč v tem uporabniškem profilu, kjer bodo vnesli vse svoje osebne podatke, bodo potem vnašali tudi podatke o svojih otrocih pred samo
prijavnico, ne, preden bodo začeli prijavljati. To pomeni, da vnesejo v njih vse zdravstvene posebnosti, vnesejo ali ima kakšno dieto, ima kakšno bolezen, so kakšne alergije. To so vse posamezni razdelčki. Vnesejo tudi recimo pomembne podatke, ki jih potrebujemo otroku, to je tudi recimo podatki o osebni izkaznici oziroma potnem listu. Tudi svoje podatke, torej recimo davčno številko, ki jo potrebujemo kot plačniki, bodo starši lahko lepo v miru vnašali v ta svoj profil. No, tako. Super, tako da je en centralni hub za vse informacije za posameznega otroka. Tako, od danes dalje imate čas, ne, da si na tej aplikaciji, ki jo najdete na spletni strani ZPM-a, ustvarite profil in v njega v miru vstavite vse podatke, ne takrat, ko je bilo ob prijavi, pa si na hitro vstavlja vse. In potem počakate do prijave. Pomembno je tudi, da vstavite vse pomembne dokumente za letovanje. Pomembno je, da v njega tudi predhodno naložijo te dokumente za uveljavljene subvencije, torej to je veljavna odločba o otroškem dodatku in tukaj opozarjam, naj bodo vse strani in naj bodo v PDF formatu. Nujno je, da je PDF-u, zato ker je omejena velikost dokumenta in ko so vse strani je pri slikah, to nemogoče potem ne sprejme aplikacija. No tako, evo, tudi to lahko v miru storite. Zdaj točni datum prijave na letovanje zaenkrat še ni znan, tako da spremljate spletno stran Zveze prijateljev mladine Maribor. Predvidoma bodo odprte po 20. maju, ki pa je v sredo, ampak to je predvidoma, točen datum še ni znan. Pomembno je povedati tudi, da vsi otroci, ki imajo možnost letovanja preko zdravstvene napotnice, so te od danes že na voljo pri osebnih zdravnikih. Kaj pa termini izmen, so ti že znani? Seveda so znani in so tudi objavljeni na naši spletni strani natančno. Imamo 6 morskih izmen in 2 pohorski izmeni. Vse je že zdaj na tej isti strani vse zapisano. Večina staršev že zelo dobro ve, kako so ti termini, tako da zdaj samo še čakamo s tem začetkom prijave in potem čakamo tudi na konec meseca junija, ko se prvi pač odpravijo v Poreč. Tako, še vedno pa lahko na letovanje pridete kot prostovoljec, seveda, če ste polnoletni oziroma starejši od 18 let, še vedno je nekaj prostih mest. Še vedno polnimo te ekipe, čeprav moramo povedati, da odziv naših prostovoljcev je znova lep, ampak še vedno so prosta mesta za prostovoljce pravzaprav v vseh izmenah. Tudi tukaj bomo še v maju izvedli še eno usposabljanje, torej še en sklop usposabljanj, veliko se jih je že usposobilo, pričenjamo tudi s prvimi sestanki in tudi informacije o tem, kako lahko postanete prostovoljec na naši spletni strani. Skratka, če povzamemo, danes in jutri je čas, da si ustvarite profil v njihovi novi aplikaciji. Od danes naprej so tudi pri osebnih zdravnikih že na voljo napotnice. In je srečno. Ja, to je to. Pa lepo se majte. Ja, predvsem to. Nepozabno. In še enkrat več bo možno za ustvarjanje novih spominov Zvezo prijateljev mladine Maribor tudi 2026. Dobro jutro. Dobro jutro. Ne pozabiti, sreda bo ta dan. To ti radio in Maribor predstavljata Hey, never touch the buttons. V sredo 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd, Mandalorec in Grogu. We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child. Vstopnice so že v prodaji na maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel. I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards. Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja. Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu. Pedro Pascal, Ana, to je vse, kar bom tebi povedal. Res? Jaz sicer veliko časa imam masko gor, ampak vseeno Pedro Pascal. Pa že Grogu me je prepričal. Pa že te je, lepo. Če ima lepe uhe. Jutri torej vrej karte, najboljše kinokarte v mestu pri nas na Totem Radio za vas. Že zdaj se lahko prijavite z Maribox in svojimi podatki v SMS-u na 051 220 220. Že danes pa imamo tudi proste vstopnice ostale, če greste na Facebook in pod naš Facebook, seveda, ne zdaj kar nasplošno,
Mislim, ne prejte na svojega, pa na naš profil. Tako. Ja. Hvala lepa. In tam potegate, koga bi popeljali sabo in počakate, da vas izžrebamo preprosto. Tako v sredo, torej še en znanstveno-fantastični presežek v Mariboxu. Želimo dobro jutro. In še malo pa pride tudi danes mimo Tine in kom pride v ponedeljek, te se pa res začne. Ja. In zaenkrat je še jasno, Jeger pravi popoldne dež. Popoldan padavine, plohe bodo. Ja, a se gremo staviti. Dolgo se še nismo, daj no. Ne, ker bo zgubo. Dajta se vidva, pa jaz bom spremljala. Ne. Zakaj se stavita? Ne boma se midva in ti ne boš spremljala. Kaj ne? Še zabavno, pol drugi dan. Bi rekel, ja. Ne, ker boš spet zgubo, Jeger. Pa ne bom. Ja, reda je. Se bova jutri menila, kaj bi lahko bilo. Kaj hipotetična samostava je. Ok, štima. Ok. S tem, da ti pol gremo za res k notaru, če pa jaz zgubim, pa je bila hipotetična. 3:08. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, Tine. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo ga. Risve in si snel očala. Te veš, da gre za res. Ja. Zjutraj smo že strokovno prelistali nov katalog Peter Wagner, da vemo, kaj se bo nosilo. In kaj bi mogla vidva nositi, to nam je do konic prsta. No, evo. Podpiše, ne? Izjemno čudoviti so. Samo piši Petru, še pa TRR naš napiši, da nekaj natoči. Torej, Tine, kaj imamo? Ja, ponedeljek je, ne? Mislim. Zdaj bomo eno igričarsko zanimivost. Spet? In sicer so naredili raziskavo in ugotavljali, katera igrica je najbolj stresna za človeka. To zdaj lahko probamo? Probajte. Ok, probajmo. Kaj praviš? Je rekel neki Call of Duty ali pa nekaj takega. Jaz mislim, da absolutno ni to. Ne. Jaz bi rekel bolj neka športna simulacija, FIFA ali pa kaj. Roblox, Fortnite. Ne. Nekaj tu. Valorant. Pac-Man. Kača. Tetris. Smaš kače? Ja, kača je najbolj stresna. Ja, sva je, če ti... Največ pač tega stresnega odziva so od teh ljudi, ki so pač testirali. Super Mario. Mario Kart, ja. Resno? Mario Kart. Vedel sem, da je neka... Kaj ostalo? Vedel sem, da je športna simulacija ena, ne? Mario Kart, ker si v bistvu cel čas si pod totalnim stresom, ne? Ker ne moreš, ker pri Call of Duty se lahko vrže za kavč pa malo pa greš pri Mario Kart, pa niješ, tam si pa te napadajo, pa vse, pa tak ne veš, ki si, ker te veš ono... Pa ti vržejo banano, pa ti dajo ono ja, ulje. Ja, pa nekdo zraven da je, kaj nisi banani v Evropa, vidi, kaj ta vem, če ne vem, v katero smer se vozim. Ja, ok, s tem, da to ni simulacija, bolj arkadna igra, ampak dobro, ne, da ne bojo zdaj... Pa koliko dobiš gas še ekstra. Ja, ko dobiš oni turbo, ja. Pa moraš ovinek zvoziti, pa to se... Ne gre. Vidim, da si bil kar pod stresom. Ni, 4-krat sem igral, pa... Bi mogla služiti temu, da sprostitvi, ne pa stresu. To je eno od temeljnih vprašanj novodobnega starša. Zakaj, če je samo igra? Zakaj točeš? Ja. Zakaj se jeziš? Zakaj smo bili mali, pa nam je Alta kupil 67 joystickov, ne? Pa dobro, samo tisto hote ali ne hote, ne bom rekel zlomili. Ne, tisto so bili drugi časi, takrat smo mi bili otroci, tisto drugi to sekirali, zdaj je drugače. Želimo dobro jutro. Dobro jutro, Dejan. Ja, treba je vrej zapnuter, preden Dejan začne kaj drugega razlagati. Kaj bi rad? Daj malo, imaš kako frajtonarco? Vedno. Imaš? Daj. Zakaj te to sprašujem? Si spremljal kaj Roberta Gotterja, zdaj ko je postavil Guinnessov rekord v najdaljšem igranju na frajtonarcu? Nisem zdaj, da bi rekel, da sem ga tak spremljal, sem pa seveda zasledil novico in Robertu seveda čestitam. Zdaj pa, če je bilo to nujno, super, da mu je to zdaj uspelo. Je v Guinnessovi knjigi 83 ur je igral, za dobre 2 uri je popravil rekord, ki ga je imela prej neka Francozinja. Tako da zdaj bo ga kak teden imel, pa bo Francozinja spet vrezala. Ja, jaz upam, da ne. Sicer pa, zakaj nisi bil včeraj v Velenju? Kaj bi delal?
zakaj A nisi ja, bil misliš letos? na rekordu za Golico? Ja, ker ga nismo postavili. Svetovnega, ne evropskega. Evropskega smo postavili smo tudi slovenskega v največ harmonikaših, ki so skupaj igrali Golico, ampak Guinnessovega, kar je bil cilj, pa nismo. Zato, ker jih je bilo... Ker je en manjkal, zato ker Dejana ni bilo. Ne? Kitajci imajo rekord, ker jih je takrat skupaj igralo 5282 Kitajcev. Nas je bilo pa Kaj že kdo včeraj... je videl Kitajca s harmoniko? Ja, očitno jih je dost. Nas je bilo pa včeraj 4066. Zakaj nismo postavili? Zaradi takih, ki znajo, pa niso šli. Vredo je. Te pa znaš Golico. Bi jaz samo prosa ne dovolj dobra. Dobro, No, sicer tam celo skrije. 4 uri. Nekaj zadnji stojiš pa. Ne, ena druga stvar, jaz bi res vse lepo prosil, dobro, da se spomnite, samo če bi me nehali vabiti na te rekorde, ker v eno dobivam. Ja, no. Res? Pa, ja. Torej, pojdi. Pol še toliko, jaz tako, še toliko večji razlog, da bi moral iti. Ja. Jeger, veš, da narad grem sam. Je dobro, saj jaz bi lahko dal zraven. Sicer pa tukaj se poraja vprašanje, Dejan, boš pa ti podiral rekord? Si hecen. Kaj še igraš kaj? Veš, da tu pa tam še zagotovo, ne? Greš familiji na živce, dobro. Ja, moraš. Glej, če ti nekaj gre tako dobro, zakaj bi nehal? Ja, res. Govorimo o tem mit familiji na živce. A marsikdo pa recimo ne ve, zdaj ko se o Robertu Gotarju pogovarjamo, da je v tem legendarnem hitu Štajerska on špilo harmoniko tu na koncu, veš to? To je Robi, ja. Res? Ja, ja. Že takrat smo se poznali, tako da veš, ne. Ja, no pa zdaj, če smo te žene. Ne bi, to je bilo celo. Ja, no se ve, ja, kaj bomo zdaj? Kaj bomo zdaj? Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, ok, zdaj pa. To je pa zdaj ena stvar za zares zamisliti se. Bil je en eksperiment, povezan z, se veš, dan danes je bolj kot ne vse že tudi, kar se stvari, ki jih imamo doma tiče, povezanih v internet. Ne? Dobro. Govorimo tudi o dodatkih. In zdaj robotska kosilnica. Marsikdo jo ima, marsikdo pravi super, ne? To je pač za bolj učinkovito izrabo časa, drugi bi rekli, da je pač to še en apostol človeške lenobe, ampak dobro, pustimo. In so rekli, kako je to varno, ker vseeno to ima nože. In sta en ameriški novinar in en nemški hacker naredila eksperiment. Ena kosilnica, narejena na Kitajskem. Sta v ful razkurla? Ne. Ja, dobro. Ne, pazi. Nista vzela za nekega malega fačoha, ne, ko pač ga bincneš pa odleti. Ne, vzela sta neko konkretno, 200 kilsko, ko ima že neki resni nož spodaj. In je na pač nekem posestvu, kjer ta kosilnica kosi, ta novinar v Ameriki ležal na tleh. Kar pomeni, da bi ga morala kosilnica z vsemi svojimi radarji, lidarji, kamerami, z vsem GPS-om opaziti, zaznati in odpeljati okoli. Kar načeloma je. Pa je hacker v Nemčiji vklopil računalnik. In ugotovil, da pač komunikacija s to kosilnico gre preko strežnikov podjetja ByteDance. Kdo vemo ByteDance, ne? TikTok imajo, smo že slišali za TikTok. Zdaj pa vemo, ja. No, ja. In z lahkoto jo je hackno iz Nemčije v Ameriko. In to tako, da je kosilnica naenkrat začela voziti po onem, ko je ležal tam, pa, če bi pa nije mogel vgasniti, seveda ne, ker je on v Nemčiji prevzel nadzor na kosilnico, ki je bila v Ameriki. Sva ni vklopil nožev, pa to, ker sta se vseeno razumela, ker je bil to skupni projekt. In kaj je ugotovil? Da imajo vse te kosilnice enako geslo za dostop. In je v tistem momentu imel dostop do več kot 11,000 naprav po vsem svetu. Ne samo to. Tako je lahko prišel do GPS lokacij, potem se je v domača Wi-Fi omrežja lahko hackno, osebne podatke, gesla, posnetki kamer, e-maili. Vse to je samo preko kosilnice v bistvu. In pol je klical proizvajalca oziroma jim pisal in so rekli, da imajo to narejeno tako, da je to dizajnerska odločitev z namenom hitrega reševanja tehničnih težav. In če spremeniš geslo, ti nič ne pomaga, ker ko se updata firmware, se spet ponastavi.
No, tega ne bomo imeli doma. Če imate doma tako kosilnico, idite pošegnano vodo, pa malo pošpricajte, gor se zihar. Ti vse pokrade. Ja, in ti lahko preko, pa to je samo ena stvar, da ste pač kosilnica, verjetno lahko karkoli drugega. Seveda. Se kar za zamisliti, ne? Ponedeljek zjutraj, ne? Ja, res. Gremo nazaj v kameno dobo. Dober teden bo. To je pa raje neko dobro muziko, predno se zasekiramo do Amena. 13:08 je, dobro jutro. Dobro jutro. In kot obljubljeno z nami v tem studiu danes zjutraj naš hokejski coach naših lisjakov in pa seveda ena od tistih glavnih hokejskih fac v našem mestu in širše, Jure Velič, dobro jutro. Dobro jutro. Ni še konec, ne? Pravzaprav nikoli ni konec za nekoga, ki je recimo trener lisjakov, pa selektor U20, pa včasih skoči še pri kaki mlajši reprezentančni selekciji, pa še z radija kličejo, ne? Ja, sezona je kar dolga, rekel se ne konča, mislim, da že konec, pa še gre, ampak mislim, rad se odzovem vsakemu povabilu, pa fajn je mogoče tudi ta gleda tekme, da nisi toliko čustveno prisoten na klopeh, pa da v bistvu gledaš tiste malo bolj kot gledalec, pa malo bolj stranino. Ja, in zdaj prva tema je tako ali tako naša reprezentanca, ki igra na svetovnem prvenstvu elitne A skupine, kar je seveda, bi lahko rekli, po vseh logičnih parametrih napaka, ampak mi zmoremo že vsa ta leta, ne? Ja, smo anomalija tu znotraj, ne? Ja, mislim, malo prej sem glih čital tudi, da eni Čehi imajo več oziroma 7 golmanov, ki v bistvu igrajo v NHL-u, ne, da sedijo, pa so drugi, tretji, mi imamo pa 7 dvoran, da te so te take razlike, pa statistike, v bistvu, ko jih mogoče težko dojameš, tudi mi, ki smo bolj zraven, pa v športu, ki smo, da to sploh v bistvu je možno, da se lahko v bistvu ti pariraš s takimi reprezentancami, pa z državami, pa da ti rata tako tekmo zmagati. No, ja, kar se je zgodilo v uvodni tekmi, smo v soboto zvečer prvi v zgodovini na velikem tekmovanju premagali češko reprezentanco, ki je bila pred 2 letoma nazaj še svetovni prvak, pa olimpijski so pa naslovi, pa skozi so tu med 4 najboljšimi. Ne? To je neverjetno uspeh v bistvu. Ja, res je, mislim, gre za eno reprezentanco, ki ima bom rekel, v zadnjih 5 letih velike uspehe, svetovni prvaki, pa podprvaki, pa skozi neke medalje. In mi smo v bistvu, bom rekel, na en način preseneti, ampak z nekim srcem pa borbo smo dokazali, da lahko igramo. Zdaj verjetno, če bi 10krat igrali, bi 8krat zgubili, mogoče enkrat izenačeno, pa enkrat zmagaš. Ampak super nam je to uspelo na prvi tekmi. Dost lažje je za fante, da imaš že 2 piki in da greš lažje skozi turnirno. Ampak jasno, ni to bil odprt boj, ker to bi bil samomor. Ne? Mi smo res bolj malo igrali, v bistvu smo igrali okoli našega golmana cel čas. Ja, res je, dobro si videl. V bistvu, branili smo vse pake ven metali, neke igre nismo imeli, čakali smo na tiste priložnosti. In na koncu se ti mora, da tako tekmo zmagaš, res poklopiti. Vratar mora dobro braniti, malo moraš sreče med, so tudi neke štange dali, malo kaki pak se odbije v tvojo smer in daš potem taki zadetek, ko smo dali na koncu in zmagaš. Vse lahko bi pa Čehi tako igrali, pa niso. Na pobudo pa niso. Ja, oni so napadali. V bistvu so si sami krivi. So jih pa kar razcotali potem v medijih. Ti si nekaj časa tudi preživel, Jure, na Češkem in točno veš, kak je to tam. Ja, tam je pritisk dosti večji, dosti so, bom rekel, tudi pisali o nas, pa pred tekmo, pa da so favoriti, pa ne vem kaj se, bral sem do češke medije in so bili, bom rekel, v tem dosti razočarani, presenečeni, pa plus tega, da je, bom rekel, Lukaš Horak, ki je češki vratar, je dobil naš potni list, zdaj brani 2 leti za nas, v bistvu nekako brano proti svoji državi in jih, bom rekel, zaostavo in je to še dvojni udarec, v bistvu bil za njih. Je bilo kar grdo v njihovih medijih. Potem je prišla včeraj ta Norveška in tu je nekako se pričakovalo, zdaj to bo seveda veliko bolje vedel, ko se na eni tekmi tako fizično kot pa še bolj emotivno, verjetno izprazniš se v manj kot 24 urah verjetno težko zbrati za... Ja, tempo na teh prvenstvih je res hud. Igra se 2 tekmi, pa dan pauze, pa spet tekma, v bistvu, ne vem, v 10 dneh 7 tekem. Fantje so se spraznili, čustveno dali so res vse od sebe, še tisto te malo ponese. Moraš hitro pozabiti, a zmagaš, a zgubiš, greš spat, drugi dan tako in
Včeraj pa zmanjkalo, v bistvu ni bilo tistih enakih emocij, korak prepočasni, neke energije tiste ni bilo, pa Norvežani so prvi zadeli, to je vedno tako, če bi mi zadeli prvi, pol nekako držiš, pa ti pol gre malo se kaj v tebi obrne, včeraj pa res ni šlo, ni bilo igre, ni bilo tiste prave energije. Ampak kar se obstanka tiče, kar je za nas na nek način zmaga, v bistvu na takem tekmovanju smo pa zdaj vseeno s tema 2 točkama proti Čehom naredili kar velik korak, ampak to še absolutno nič ne pomeni. Ja, nič ni, 5 tekme še do konca, mislim, igraš še proti Švedom, ki so spet vele sila, Kanačanom, imaš še Slovake, potem imaš pa Dance, Italijane, tam lahko neke pike iščemo, čeprav proti ostalim, ampak realno, da proti tistim, da bi morali malo bolj igrati, pa dobiti oziroma zmagati tekmo, da priješ na nekih 5-6 pik, tisto je moglo biti pa dovolj za obstanek. 5-6 torej nekje. Je moglo biti pa ponavadi 2 tekmi, če zmagaš, da obstaneš v diviziji oziroma v bomo držali pesti, ker absolutno druge ni, ne? Zdaj mene so tako, dobro, jaz sem fan, jaz je težko zdaj enako o tem razmišljati, ampak mene so z Čehi absolutno kupili do amena, sploh glede na to, da to, veš, je ena reprezentanca enih tudi novih imen, se ne igra več v tako razvpitih klubih, kot se je recimo že včasih, ne? Že par let nazaj še, ko je še tvoj brat recimo bil, je bilo drugače v bistvu. Ja. Zdaj pa se zdi, da je pač spet. Ja, v bistvu naši fanti res ne igrajo v teh ligah, ko nasprotniki. Ja. Igrajo v NHL, Češka ekstra liga, v bistvu te najvišjih ligah. Naši v Avstriji, nekateri so še, bom rekel, v močni klubi, ampak ni več toliko dolge klopija, pa toliko izkušenih igralcev, malo se prenavlja reprezentanca. In v bistvu fantom je uspelo z neko borbo, z srcem, z mladostjo, z energijo, da so potem to od borba in naprej pa v bistvu eno veliko Češko premagali. Ja, fenomenalno, tako da to nam nikoli noben ne bo mogel več vzeti. In zdaj še Lisjaki, kje smo zdaj, verjetno so se že začele priprave, malo tekanja, malo fuzbala, da karikiram. Ja, v bistvu smo začeli suhe priprave mi pravimo, ker pač niso na ledu, ne, so na suhem izven leda. Tako da, ja, fantje zdaj maj, juni trenirajo, bom rekel, vse selekcije, to že v navadi, pripravljamo se novo sezono, bomo videli, kako lahko izboljšamo člansko ekipo, kje lahko ga dobimo, da preperemo to na višji nivo, pa da bi bili letos seveda oziroma prihodnjo sezono seveda boljši. Mora se ta najprej končati s tem svetovnim. Ja, no, ja, jasno. Gremo dalje. Ja, ampak zdaj, ko tako gledamo, smo sploh v avstrijski ligi naredili velik korak naprej po tem, kako zdaj že izgleda in kak je feeling v naši ledni dvorani. Vedno več nas je navijačev na tribunah, kar je seveda super. In tu pričakujemo zdaj v naslednji sezoni še rast. Cilj pa je verjetno uvrstitev v play-off, ne, te lige. Ja, mislim, vse smo naredili, samo na ledu, če moramo to narediti. Dobro, ja, pa se ne radi, vse je požrešeno. Manjkajo se tiste zmage, ampak ja, bom rekel, ogromno navijačev je prišlo, novih ljudi, bil je neki šov, bilo je zelo dobro vzdušje. Napram porazom so nas ljudje podpirali, bili na tekmah, da je bilo res enkratna sezona, da pa spet treba na tem graditi, pa biti boljši vsako leto. Absolutno. In to bomo. Morda celo letos na Marato pa Ano pripeljemo enkrat sabo. Jaz sem že rekla, da bi prišla pogledati. Ja, bi prišla, samo moraš priti. Če pa me ne zname, da. In moraš, veš kako veš, da je v Mariboru aktivna hokejska sezona, ko ima Jure Brke, ne? Zdaj jih nima. Zdaj spet izven sezone, pa spet gremo, ne? Tako. Ja, Jure, hvala lepa, se še vidimo do konca svetovnega prvenstva, kaj da bomo pokomentirali, če ne drugače, ko bo končano. Pa lep dan želimo in ja nič, ne, upajmo na najboljše na svetovnem prvenstvu, tu v Mariboru tako bomo zrihtali. Ja, hvala lepa. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.